Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Z nami je gospa Antonija Marinček, gospa, ki svojim letom navkljub še vedno deluje. Deluje s polno paro in lahko jo samo občudujemo. No in o tem, kaj počne, kako počne in zakaj počne, bova imeli na razpolago celih 45 minut. Zelo veliko, morda tudi premalo, kdo bi vedel. Gospa Marinček, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Poglejte, že ste me povabili. Ja, kar nekaj let vas že poznam. Lahko bi rekli, verjetno gre to kar že v desetletje, ko sva se začeli srečevati, pa potem izgubili stik, pa vedno znova nekako naju naplavi skupaj. Odkar vas spremljam, pišete knjige. Vse te vaše knjige so zelo zanimive. Poglejte, 6 jih je. Tule na mizi imava 2. To sta zadnji 2 knjigi. In zakaj sta nastali ti 2 knjigi, pravzaprav že po 4 prejšnjih? Napisati takole knjigo je kar podvig. No, jaz sem želela ostati pri prvi. To je bila neka, ker jaz nikoli nisem imela v planu knjigo. Ne? Ampak si spodbojen, pa napišite knjigo. Imela sem materijala veliko, raziskav veliko, sporočil mladih ogromno. No, in sem se lotila. Prva je bila v nekaj mesecih in potem je kar šlo od 1998 do 2003, kar druga za drugo. No in tale je zadnja, humano razredništvo. Ko jaz bi nekaj povzela, zaključila, bi lahko razredniki vzamejo v roke, posebno mladi, učitelji ne vedo, kako bi kot razredniki nastopali. No in izgleda, da je dobrodošla. Tu sem povzela tudi naše skupno delovanje na 13 šolah in res sem bila počaščena, kako so delovali. Jaz sem to spremljala, spodbujala in tako, no, sem pa posvetila svoje razredničarki. Namreč vi niste bili razredničarka, ali ste tudi nikoli, sem pa dostikrat vlogo razrednika opravila, ali razrednik ni utegnil, ali nekega ni zanimalo, ko smo imeli srečanja starši. Ko se to je bilo skupaj z razredom, smo pripravljali nastop, srečanja, pogovor in vse. Nekateri razredniki, večina je krasno sodelovala. Nekateri so se pač umaknili, pa sem imela pa še redovalnico včasih seboj. Tako da smo na hitro to upravili, staršev ni zanimalo, ker je bolj zanimalo, kako bodo njihovi mladostniki nastopali. Ja, no in to je to sporočilo teh knjig. V bistvu nekako moje delovanje je s tem zaokroženo. 25-letno, ta je po 25. letu zadnja humano razredništvo je šla. No in potem sem rekla, dovolj bi bilo na tem področju. No, ampak kaj ste počeli na šoli? Ja, da sem bila povabljena k uresničevanju resolucije načrtovanja družine. Jugoslavija je bila sopodpisnica in je morala nekaj na tem področju narediti. Posebno šolami. Ni bilo enostavno, ker je zavezovalo vzgojo mladih. Tukaj pa ni samo biološki vidik. Mladega človeka zanima življenje. Odgovor, povejte meni, zakaj je to tako, kaj se z mano dogaja, starši med nami, moje ljubezni, moje zaljubljanja, moje spolno dozorevanje, vse to je neka celota. No in zato so mi predhodna znanja in tudi nova potem prav prišla in pa vedno znova sem morala iskati in študirati, iskati tiste, ki na tem področju delajo. In tako sem imela srečo, da sem v Zagrebu je deloval, žal, profesor Vukasovič in je bil krasen človek. On mi je vse knjige poslal v humanizaciji. Še tole zadnje napisal recenzijo v Školske novine, na tako priznanje sem dobila taka strokovnjaka, on je evropske projekte vodil na temo humanizacije odnosov. Humanizacija odnosa med polova. No in sva si tudi tako izmenjavala tudi potem in še do zadnjega pisma. Poglejte, ponavadi povem, kaj je človek, s katerim se pač pogovarjam po poklicu. Pri vas tega nisem povedala, kajti lahko rečeva, da ne veva, mogoče od zadnjega srečanja do danes ste naredili kakšno novo šolo, kakšno novo usposabljanje. Namreč vi se dejansko izobražujete že vse življenje. Pravzaprav iz osnovnega poklica, če se ne motim, če sem si prav zapomnila, bili ste medicinska sestra, višja medicinsko šolo in potem, kaj je še temu sledilo? Razmere so narekovala, jaz sem začela v Trbovljah, v bolnišnici, tam sem imela štipendijo, no, tam sem srečala svojo ljubezen, ki traja še danes, družino, tako da Trbovlje so
kraj srečnega imena. 3 leta in so se te lepe reči zgodile in do bolnišnici sem bila zelo zaželjena. Če sem jaz po enem tednu dobila svoj oddelek, primarij me pokliče, pravi, Toni, bi ti vzela moški oddelek interni. Sem kak? Internisti prihajajo samo 3-krat na teden iz Celja, ne? Pol leta je bilo tako, ampak je šlo. No in potem na koncu me povabili celo na kirurgijo, da sem vodila kadre in tako, ker so oni operirali cele dneve, ne? Tako da, in pa na koncu rekel, pa zakaj greš? Tako, ja. Ampak mož se je odločil, nisem sledila in ni mi žal. In to je bila Dobrna, je prišla v krizo in zdaj bi lahko šla. Zdravstvena šola v Celju me je povabila, ampak nekako sem že toliko ugotovila, kakšna vrednost je v zdravilni vodi in kaj lahko vse ljudje pridobijo. Mislim pa imela dovolj znanja. Za laboratorij, lekarna tega malo, ne. Po začetku me to ni motilo, sem imela družino in ne, je bilo dobro. Ko sem pa prevzela to odgovorno mesto, sem pa rabila znanje. Pacientov ni bilo veliko, treba se je bilo spopasti s problemi in jaz sem pisala fizioterapijo. Moram reči, da je Nives Mrlakova kot direktorica bila navdušena, jaz sem do danes še edina v tej kombinaciji, ampak moraš biti odgovoren, ko pravite znanje, če delaš z ljudmi, če ti zaupajo, ne smeš zlorabljati. In znanje je tisto, s katerim moraš ti nastopati, ne z nekimi osebnimi izkušnjami. No in tako se je potem rodila ta moja ljubezen do termalne vode in do zdravilišč. Mogoče bom danes lahko še kaj povedala o tem. Zagotovo. Ker v Dobrni potem smo razvili nove indikacije. No, čisto moje avtorsko delo je pa cervikalni sindrom. Sem vesela, da šola zdaj to poučuje, te vaje. No, takrat smo prvi začeli tudi s rehabilitacijo žena po operaciji na prsih v sodelovanju z Onkološkim inštitutom. No, preden sem zaključila, sem dodala še limfno drenažo, v Zadru sem naredila seminar. No, pa medicinska kozmetika tudi, ne, smo jo uvajali pa v sodelovanju z dermatološko kliniko. Tudi to so me spodbudili, da sem diplomirala, ampak to so neke celote, to niso posamezni deli, ne. Ja, ampak potem pa kar sociologija. Zakaj pa sociologija? To je bilo pa... Ja, dolgo sem odlašala, ker sem bolela na mišicah in docent Lavrič je vztrajal, da pa če se to pustim. Preko svoje glavne fizioterapevtke je vedel, da garam, vedel, da pač se bom tu iztrošila in me je vedno grozil, kaj če boste na invalidskem vozičku pristali. No in potem sem se odločila, ni mi žal. Ker ko sem bila že absolventka kadrovsko-organizacijske usmeritve, je bilo tam razpisano rehabilitacijsko svetovanje, to je bilo po meni na kožo. Jaz sem to rabila, ker jaz sem normalno, kot fizioterapevt se usmeriš na bolanje del telesa. No, recimo že preprosto, da sem spremenila tip dihanja iz prsnega, ker so bile pršne mišice prizadete, sem šla na trebušno dihanje, ne? Čeprav pravijo prsno je žensko, trebušno je moško, pa ni res, ne. Danes je tako kot lažje. Danes zelo forsirajo trebušni tip dihanja in kombiniran. Mi smo se takrat učili samo terapevtski, za pljučne bolnike, za lobektomije in tako, tisto smo se učili na fizioterapiji, to sem pa preostale zmožnosti, ne, to je tisto. In to mi je rešilo te težke invalidnosti, ne. Poglejte, in danes počnete vse sorte stvari. Zanima me, odkot izhajate? Kje ste bili otrok? Ja, vsak dan slišite Cerklje ob Krki, ne. Taborišič je rekel, doktor Taborišič, da ne sme reči Cerklje, ampak Cerklje ob Krki, ne, to je poudarek. Pa mislim, da pravilno izgovarjajo. Ja, zdaj da je pravilno. No, to je sosedna vas, držite se skupaj. In seveda, jaz sem to zaživela šele po vojni, ker mi smo bili izgnani v taborišče. Odkot? Župeče vasi. Aha, Župeče vasi ste bili izgnani? Čez noč. Leta 41, ja. In kam izgnani? V Nemčijo. V živinske vagone so nas natrpali, najnujnejše smo vzeli seboj in šli v neznano kam. No, na srečo smo preživeli. Vsi, celotna družina? Ja. Celo se sestre rodile, ker je bila mama visoko noseča, se je Nemči rodila, ostala živa in tako ne. Tako da jaz mislim, da sem imela zelo skrbne starše, da smo imeli skrbne starše. Tako da, ja, 4 leta potem do očetove smrti sem imela lepo otroštvo, smo se lahko v Krki, potem bi bilo treba začeti trdo delati. Ko so si mama, jaz pravim, da sem imela 2 mame, mamo in teto, ena je imela ruto naprej zavezano, druga nazaj, kako so znale skrbeti za zdravje, ne, poleti proti vročini, pozimi proti vetru in mrazu. Seveda potem je teta prevzela skrb za kmetijo in smo otroci
obdelali. Brat je imel 4 leta, najstarejša sestra 14 let, ampak bili smo delovni, pridni in je šlo. Seveda je bilo treba za določena dela vračati, to je tako zvan tabrh, ampak ker so vedeli, da smo pridni in res, če si šel vračati, si se zelo trudil, da bi odvrnil recimo kosce, pa treba ženice. To se vse na roke še delalo. Ne? Seveda, jaz se tega še spomnim. Ja, jaz sem si zelo želela žeti, ne? In imam tule posledico, ker eno je v roko, so rekli, da ne smem pod roko, jaz pa tako, ker dobiš hitro snop. In pa nisem upala povedati, sem z robčkom zavezala in se zacela. Ampak mi je bilo to všeč. Ne? Se pravi, dobro poznate tudi kmečka dela. Ja, ja. Edino kositi ne znam, mi ni šlo, sem poskušala. Konja sem jahala, tako da smo kobilo smo imeli, da smo potem po vrstah, da smo vkapali, je bilo veliko lažje, če gre s kobilo, ko pa če hodi zraven peš, ne, pa mi ni vrgla. Me je enkrat, ko sem šla z njo na Krko. Ampak en tak galop je bil, sama sem bila kriva, pa ni bilo nič hudega. Poglejte, Krko omenjate, zdaj že kar nekajkrat sem jo slišala. Krka. To je moja ljubezen še zdaj. Pred 10 dnevi sem na dol, je bila glih razlita, ampak to me nič ne moti. Mi smo toliko visoko gor, da ni nevarnosti za poplavo. In ja, to je moja ljubezen. Poleg doma, na srečo, še stoji. Morala sem se malo zameriti, pa potruditi, da je ostal skupaj, ampak kmetija je zdaj še skupaj, na srečo. Če bo kdo se odločil, takoj dobi moj del nazaj. Malo poskrbim za rožice, da so na oknu, ni čakanja, potem zaliva. Dve simpatične dvojčice, Sanjo pa Nino, pa zalivata to, ne? In zdaj mi pa nabirata vijolica, mi je sporočila za zdravje, ne? To je spomladansko čiščenje. Vijolica je zelo zdravilna. Vijolica, glejte no. Tule jo imamo, ja. No, to je zdaj že 3. vrsta, ampak za čaj je odlično, da lepo turkizno barvo, tale. Prav ta, turkizna. Ja. Ker so zelo različne, svetlo-modre, temno-modre. No, dol so temno-lila, temno-modre, te so pa zdaj že pozne, one so že odsvetele na našem vrtu in teh je zdaj polno, pa tole v Celju. Tako da imam 2 doma, na srečo. Onega otroškega v duši in tega v Celju. Mi je lepo. Gospa Marinčkova, povejte mi, ukvarjanje z mladimi. Vaš čas ste se ukvarjali z njimi in tule sem si zapisala, da je na nek način šlo skozi vaše roke 70 000 mladih v 25 letih. Da. To je pravzaprav podatek, ki osupne. In kako se danes počutite? Ja, v pogledu nazaj mi je lepo, ker so me ti mladi lepo sprejemali. Še včasih je bilo tako, ne? Nisem vedela, kje je razred, in so bili razredi kar odprti, k nam. Sem dostikrat zašla v napačen razred, ne? Ko so enkrat zvedeli, da ne preganjam kadilcev, ampak da spodbujam k nekajenju s prijateljstvom, ljubeznijo, z lepimi zadevami, s 5 minutami za zdravje. Ne? Potem, da se pogovarjamo v lahko ljubezni, vseh vprašanj, ki njih zanimajo. Ne? In si na šoli hitro dobrodošel. Zelo sem dobila nadime humanizacija. Ne? Humanizacija prihaja. Ja, tako da, ja, tudi na šolah moram reči, da so me tudi kolegi lepo sprejemali. Seveda sem pa vse dogovarjala s vodstvom šol, z ravnatelji, z ravnateljicami, tako da ni šlo nič mimo. Ne? No in je bilo od teh šol nekaj čez 100 v skupnem seštevku. Povejte mi, kdo ste Antonija Marinček? Ja, uradno sem Antonija Marinček. Za moža sem Tončita, že vsa desetletja in mi je to lepo. Za prijatelja sem pa Tonja. Tako da nekako malo podelim to. Drugače pa jaz mislim, da čisto običajen človek, ki pač šel svojo pot. Ne? Okoliščine so bile take in zakaj bi se zdaj dala opaziti neke bolezni, če sem videla izhod. Ne? In potem, ko se najdeš na novem področju, si vesel, da si naredil ta preskok, to spremembo. Ampak znanje pelješ naprej, ne? Jaz sem uvajala minuto za zdravje, 5 minut za zdravje, ob vseh humanizacije, ne? Ker osnovni namen je bil, kako zmanjšati problem splava, nezaželene nosečnosti, skratka humanizacija, ne samo neka spolna vzgoja. Ne? Ti moraš humanizirati srce, osebnost. Doktor Trstenjak lepo pravi, eno je hominizacija, biološki razvoj, drugo je humanizacija. To ni humanitarnost. Humanitarnost je žal nadomestilo
za tisto, kar bi moralo biti za humanost v družbi, med ljudmi, med mladimi, med partnerji. Ne? To je pa nenehni proces humanizacije. Ne? No in to je krasno, profesor Pokasovič je obdelal v svojih knjigah s kolegi s temi projektih, tako da sem nekako lahko, ker je bilo treba od 7. razreda osnovne, 7., 8. in celo srednjo šolo. No, pa sem bila še celo na fakulteto, so me povabili, potem starši, pa v zbornice, vse mogoče se je dogajalo. No in tu smo odkrivali tudi vidike pozitivnega zdravja, to je bila šola nekajenja, to je tudi nekako moje avtorsko delo in nekadilski razredi. Smo slišali o tem. Ja. In koliko je bilo teh razredov, ki niso kadili? To je neka vrsta zaveza je bila. Ja, dogovor. Ki so se zavezali. In učenci zadnje razrede osnovne šole, ja, to je bil dogovor, gremo v to z razrednikom in bolj je bil razrednik vesten dolje. Recimo šola, kjer smo to začeli, ker niso hoteli, da govorimo, kaj je, in vse, ki se mi ne kadimo. Aha, to je leta 83. No, kaj pa potem? Ja, povejte nam kaj lepega. No in prvo leto je bilo 3, po 15 letih, ko sem na tej isti šoli, to je bila poklicna šola v Celju, več smeri je imela, je bilo 21 nekadilskih oddelkov. Ja. Tako da, no in recimo ravnatelj vedno nagril s prostim dnevom, enkrat celo tako, poleg prostega dneva še izlet nagrad, šola je pogostila s picami, s sokovi, tako da smo 3 dni smo, ne, tako da so se vsi razredi razvrstili. Tako da res sem počaščena, da so se tako lepo odzivali in sodelovali. Ne. Sej brez sodelovanja ne gre, ne moreš sam. Ne. Seveda. Kaj pa 5 vaših dobrih lastnosti? Ne mi reči, da sem vas spravila v zadrego. Ste kaj, zdaj, ne veš, ali je to dobro ali ne. Recimo, če začnemo pri zaupanju. No, jaz nekako sem se naučila zaupati vase, sem zgodaj bila samostojna, starši nisem imeli čas hoditi v Brežice. Sem pač se rekel, šola je tvoja stvar. In se nauči zaupati vase, v ljudi, življenje. Dobro, si naletiš na nekoga, ko te razočara, ampak ta osnovno zaupanje pa mora ostati. Jaz pravim, da zaupam tudi svojo domovino Slovenijo, žal pa ne morem državo, ne? Ampak to je druga zgodba. In to je temeljno, če hočeš nekako biti uspešen, funkcionirati. In jaz sem se morala zanesti nas, jaz nisem imela programa, jaz sem ga morala sama napisati, nisem imela literature, jaz sem morala sama poiskati. Ne? No in tako raste to zaupanje, da si upaš potem tudi knjigo napisati, ker jaz nisem imela v planu. Ne? Zdaj jih je pa 6. Ja, še to, ne? In to, kdo ve, koliko jih bo še? To pa ne vem. In to v bistvu v 5 letih, dobrih 5 letih je bilo 6. Ne? Ampak vse so nekako vezane na to moje delovanje, pa na neko sporočilo, mogoče bo to komu prav prišlo. Ne? In to je tisto, da potem po 10 letih ugotoviš, da je bilo v Škofji Loki v knjižnici druga najbolj brana knjiga pred Harryjem Potterjem. Ne? No, poglejte. Da jo je ravno to naročila Washingtonska knjižnica. Ne? Vidi se tam zastavica, Antonija Marinček, potem Vzgoja za družino, osebnostna vzgoja, vzgoja za življenje, spet ameriška zastavica. Presenečen si, no. Ja. To ni bilo nič planirano, ker jaz sem večino knjig poklonila. Važno, da sem jaz spravila denar skupaj, da sem lahko plačala tisk, drugače pa ni bilo to namenjeno, da bi jaz s tem zaslužila. To je, ne. In druga lastnost? Zdaj sva šele pri zaupanju. Ja. Da je mogoče vztrajnost. Ta me je gnala, ja. Že iz otroštva naprej. Recimo vsak dan, dobro, na srečo, pol višje gimnazije mi teta dala denar za vožnjo po zimi, drugače pa sem morala peš. V 6 sem šla v doma, da sem na pol 8 v Brežicah v gimnaziji. Ne? In tako je bilo 6 let. No in potem normalno, ko greš v Ljubljano, da prevzameš obveznosti. Ne? No potem pri fizioterapiji pa je bila fizika problem. Ali ne ustrajam, ali ne pustim. Seveda me je bilo sram, bi me bilo, da bi pustila. Da mi inštruktorja vzela tudi, ker gimnaziji sem jaz inštruirala, seveda matematiko v glavnem. To je bilo moj umiljen predmet. No, potem, ja, na kozmetike je bila pa organska kemija zelo zahtevna. In vztrajnost je zmagala. Ja.
Na sociologiji je pa sama sociologija, ki je bil to diferencialni izpit 4-semestrski in dr. Kliner je bil izredno zahteven, tako ne so 4x5, so nekateri delali, no meni je prvo uspelo, ampak sem naredila druge izbirne prej, oziroma te diferencialne, preden sem to šla. In to mi, ja, ko razumeš sociologijo, ne, mogoče sem res v prvi knjigi preveč, ne da bi vedela, ne, sociološko pisala, da so rekli, da naj poenostavim, ne, knjigo. Tretja. Lahko pa rečete, da je dovolj. Ja, tretja. Tretja. Ja, no, ne se pošalim, da tudi zakon ustrajam že dobrih 50 let, pa še lepo mi je, ne? Ker imam skrbnega, pozornega in ljubečega moža, tako da tudi danes, ko sem šla, ne ti dobro uspe. Ja, mogoče pa res delavnost. Sicer pravite, to ni več vrednota Slovencov, ampak to ni moj problem, to je problem drugih. Ker le moraš, ne, če toliko sprejmeš, že skoliko sem knjige pisala, ne, to trajalo tudi cele noči, bi lahko rekla. Ko sem potem drugo za drugo, ne, in ja, to mi je še zdaj ostalo. Četrta? Kjera bi pa še? Se jih ne more zmanjkati. Mogoče, ja, zvestoba mogoče, ne? Zvestoba je velika stvar, vse manj je v teh časih zvestobe. Ampak jaz bi vseeno, mogoče je celo učljivost, kot ste prej dejali, pred, ja, da je tudi nekako povezano, da hočeš ostati zvest sebi in veš, da se moraš nenehno izpopolnjevati, da je lahko potem relevantna informacija daš naprej, ne? Tako da, to so tudi moji študiji, ne? Gremo še na 5. ali bova nehali? Ja, zdaj 5. je pa, če malo povežem, mogoče malo nenavadno, moja domovina Slovenija. No. Knjigo sem posvetila moji domovini Sloveniji, ne da bi vedela, da se bo to zgodilo, kar se zdaj dogaja. To je tale knjiga, ki jo držim v roki, Vzgoja za družino, osebnostna vzgoja, vzgoja za življenje. Ja. In tudi zdaj moje delo je namenjeno temu, ja, moji domovini Sloveniji. Ne glede na to, kako kdo vzame, pripravili smo sodelavci, seveda ti može biti nek motor, može biti potem tudi teoretik, kar zadeva tega. Javno smo dali predlog vizije Slovenija, oaza zdravja in miru. Zdaj temu pravimo spričo razmer, ki so utopija. Smo se mečkeno povlekli, vendar smo naredili cel koncept, ker bi v okviru tega potem, to je vezano na resolucijo Slovenije o varovanju zdravja, ker so cilji, vizija in poslanstvo zapisani ravno na teh preventivnih vidikih, pozitivnih vidikih zdravja. Tako da in pa definicija Svetovne zdravstvene organizacije, pa vendar, da nekako vključiš multidisciplinarno teoretično vsebine in potem interdisciplinarno delovanje. To neke vrste bi lahko rekli sodelovalno podjetništvo. To ni humanitarnost, to ni brezplačno delo, ampak to so predvideni centri pozitivnega zdravja, tam, ker ta možnost obstoja, da bi nastajali. Sveda, mi smo to planirali in vezali smo na srednjo institucijo, to je Zdravilišče Rimske Toplice, ker smo upali smo, da so se to, kar se dogaja in kar se zdaj dogaja, ne bo zgodilo. To je stečaj za drobiž. V bistvu brali smo pred kratkim v stečaju, ja. Eno izjemno bogatstvo je to, ne, in gre v stečaj. No in seveda, zdaj še vedno neko tiho upanje imamo. Seveda, tu smo pa predvideli, najprej smo tako, kot vse slovensko zdravilišče. Mogoče to upanje imamo. Kdo ste? Ta množina. Vas je veliko ljudi. No, zdaj tako. Čim bolj na kratko, ja, da sama skupina strokovna je velika, vendar za samo delovanje okrog tega, ker je zadeva zelo kompleksna, moraš pa zadevo zelo zložati. Drugače pa pobiraš informacije. To bi bilo fajn, ena je naredila program za mlade v Savinji, druga je naredila ekološke rimske. Ne? In tako potem se to gradi, tako da smo potem poimenovali pred nekaj leti Vseslovenska klinika zdravja. Seveda
v javnosti je to zelo lepo sprejeto in pa ta vizija izredno. Politika se na pobudo vodje, to je gospod Marjan Grešak iz Laškega, on je tudi leta 2000 imel celo ekipo, ki bi obnovila denar, vse, ampak je bil odklonjen celoti. Torej, politika se ni odzvala. Ne, ni se odzvala na to pobudo. No. Ampak to je kljub vsemu vaše življenjsko delo oziroma mogoče tako, kot ste mi omenili, vaše življenjsko poslanstvo. Poglejte, kako malo je ljudi, ki imajo življenjsko poslanstvo, ki se ga zavedajo, ki ne živijo v prazno. Pravzaprav, kaj to pomeni, da doživljate kot življenjsko poslanstvo ravno te terme Rimske Toplice oziroma zdravilišče Rimske Toplice? Zdaj ta ljubezen je meni ostala že izobrne. Dobro, meni je bilo zelo težko zapustiti tisto delovanje, ki je bilo toliko v nastavkih, ampak jaz sem to morala, ne? Enkrat moraš prekiniti, če veš, da se moraš ohraniti življenje, zdravje, ne? Ker vemo, kakšen je odnos do invalidnih ljudi. Tudi to, da še vedno govorimo invalid, ne? Invalid. Vsak ima nekaj invalid, neveljavnega, ampak te užigosamo. Potem pa skozi to delo z mladimi in potem, sem se že prvič vključila, ko sem že nekako zaključevala šolo leta 97, pa se mi še sanjalo ni, da kaj se tu dogaja. Edino čudno je bilo, ker je rekel predstavnik ministrstva za obrambo, da se zdravilišče prodaja. Sem kako? Pa zakonsko se ni smelo še 6 let prodajati in kako so si dovolili to, ne? No in potem sem se ponovno vključila 2004, gospod Grešak se je 2000 in smo se potem tu našli, ne. Zdaj, jaz bi si vseeno dovolila, če smem na kratko, ker mi je dal prevčerajšnjem svoje sporočilo za javnost o teh zadnjih dogajanjih, ker ta stečaj ni potreben, ne. No in poglejte, to je napisal, pravi, samo za, da to je več kot 500% stečaj. Taka vrednost je to, po vseh izračunih uradnih. Ne? No, seveda se to je ogromno zemljišče. Drugače, seveda, ne, tukaj gre za 230, več kot 230 kvadratnih metrov zemljišč, čudovit park, gozdovi, termalna voda, izvir čiste vode. Mislim, to je resnično in to je zdaj 45,000 kvadratnih metrov. 500-krat podcenjeno. No, zdaj tako, za 12 milijonov evrov ne bi to šlo, ne? Seveda res, in pa gre tu za vsa dogajanja v vseh teh letih in kaj je tu napisal? Velika prevara in zavajanje zadnjih 22 let in pa seveda želja, da bi del tega pozidali. Tam, ker smo mi planirali družinske apartmaje, bi si pozidali vile, že 2011 je Večer pisal, fiktivni račun in hiše za direktorja. In finance so napisale, da nekje se je zgubilo 12 milijonov, od tega 6 milijonov. Seveda, država je dala 5 milijonov, Evropska skupnost ne bi menila 7, zdaj ne bi vrnili, Evropska skupnost je 6, to je potem skupaj, tu piše 17 milijonov evrov našega denarja. Ja, davkoplačevalskega spet, če moramo Evropske skupnosti vračati. No in od tega, da je še on 2000 doživel, da je bilo to fantastično opremljeno, 2005 pišeta 2 poslanca, objekti so uničeni, večina opreme pa pokradene. Jaz sem bila 97. noter, to je bilo kot fizioterapeutka, sem se čudila opremljenosti, funkcionalnosti. 98. leta so fizikalci, specialisti fizikalne medicine sklenili, da bi tu bila podružnica Ljubljanskega rehabilitacijskega centra. Oni so imeli 3 Hubbardove kadi. Recimo v seznamu 20 DKG, mi smo kom enega dobili. Hubbardove kadi nismo imeli, ker je bila predraga, ne? In oni so imeli fantastično opremo in vse to je bilo uničeno. In pa seveda gre, izvolite. Mislim, hotela sem nadaljevati to vašo vizijo pravzaprav, kaj vi želite, glede na to, da je, kaj se pravzaprav sploh še da storiti, če je zadeva v stečaju? No, zdaj tako, na srečo je Računsko sodišče ugotovilo, da so bili postopki, tako vstop države, to je bil sklep vlade 2005, potem podpis družbeniške pogovor, potem dogovor, potem pogodba 2004, da so bili to nezakoniti postopki. Kršenje se piše, katere zakone, tudi zakon o javnih financah, kršen tudi sama ocena, ker kako lahko oceniš tako bogatstvo na okrog 750,000 evrov. No in recimo tukaj je naredil neko primerjavo, da bi bilo potrebno prodati 35,5 zdravilišč kot Rimske za en avion Falcon, ker je vlada predvidela 35 milijonov dolarjev za Falcon.
900EX. Tako da, mislim, to vaše, kaj naj bi se dejansko v tem zdravilišču dogajalo? Govoriva o tej vseslovenski kliniki zdravja, o centrih pozitivnega zdravja. Mislim, to so pravzaprav stvari, ki na nek način kličajo po uresničitvi. Na vse zadnje si želimo imeti oazo miru in zdravja. Vsaj mali ljudje. Recimo, če meni ponudite, ali bi želela Slovenijo kot oazo miru in zdravja, seveda, pozdravljam jo. Zdaj, nujno ta koncept, nujno rabi srednjo institucijo. In to je tako veliki kompleks, največji v Sloveniji, vseh zdravilišč, jaz pravim, da bi lahko vsa zdravilišča strpeli noter. Da bi lahko vse to tu razvili. Eno je sama dejavnost, nova indikacija, zakaj pa 3 leti, kar imajo koncesijo, še vedno nimajo medicinske rehabilitacije, a bo zdaj to Monte Carlo, ko je eden od krajanov pomembnih rekel, naredite mi Monte Carlo iz rimskih. Ne? Ali naj bo eno tako vse slovensko zdravilišče, edina možnost je bila, to nam je posvetoval profesor Šime Ivanko, mariborski, on na tem gospodarskem pravu delal in je naredil cel koncept. Kako bi lahko kot mali delničari, to so neke komanditne delnice, seveda mora pa država to. Tako da ne gre za to, da bi zdaj pa zastonj delali, ne. Gre po teh principih, pa vendar, da se koristijo te možnosti. Med toliko vsestranskih naravnih danosti, mislim pa, da ima Slovenija ogromno človeškega, intelektualnega in socialnega kapitala, ki pa ni izkoriščen. In tukaj le bi skozi to delovanje, spremljanje, raziskovanje, evalviranje in pa potem, ko bi šli v te centre posamezne v Sloveniji, pa bi tukaj bil center za usposabljanje, za preučevanje, skratka nekdo mora, ker smo predvideli tudi tako zvani inštitut, predvideli smo šolo pozitivnega zdravja, tako, ker je treba educirati in doeducirati ljudi, ker je tu predviden celostni pristop, telesno, duševno, socialno zdravje, imeti, biti, ljubiti, na osebnem nivoju, pa je to, zdravje, lepota, humanost. Šele tako lahko potem gradiš na osebnem nivoju. In to je pozitivno zdravje. Ja. Namreč ravno odsotnost bolezni še ne pomeni zdravja, ne? Ne. Ampak tudi tako, tudi če si ti invalidna in bolan, imaš neko rezervo. Še vedno imaš nekaj zdravja, ne? In lahko na tem gradiš. Ker bolezni je stvar medicine, ta je vrhunsko razvite na področju zdravja. Pa ne more medicina, ni v stanju vsega tega dati, seveda predvideni so, predvsem bi radi upokojene medicinske strokovnjake in pa mogoče študente. Gledajte, toliko znanja, kot imajo, potem kar čez noč ostane brez. Zakaj ga ne bi povabili? Smo jih nekaj povabili, ja. No, zdaj tako imen ne dajemo javnost, ker so nam in grozili in nas zavračali, javno blatili, ampak vse to moraš dati skozi, ko greš v to in ko vidiš, ko se boriš za nekaj, boriš za nek ideal, ki ga pravzaprav drugi ne sprejemajo, ker imajo take ali drugačne koristi. Ja, zdaj problem je politika. Je vseeno, kjer je levi, desni se, tako da je to. Seveda, zdaj on je bil pogumen in je to upozoril, da če mogoče smem, gospod Grešak, pravi, po 22 letih dogajanja se ne čudim krizi v Sloveniji. In bo zdaj ta, ki bo to kupil za drobiž, dobil še celih 570 tisoč kvadratnih metrov, ker eno je ta ožji, drugo je potem to, kar je okrog, kar je vojska tudi koristila, kar je pod kmetijsko zemljišče pisano, ampak nekaj teh parcel so že dobili. In tukaj imaš fantastične možnosti, danes bi to lahko delalo, že gospod Grešak pravi, vsaj 300 od leta 2000. Če bi od leta 1991, ko bi treba samo prah pobrisati, pravijo to zaposleni, civili, bi tukaj bilo vsaj že 500 zaposlenih, pa niti 100 ni. In pa resnično tak kompleks medicinske rehabilitacije s preventivo. No, seveda mi smo pač nastopili s tem in pa planirali celostno rehabilitacijo. In to je krasen program, gospod Grešak naredil s svojo ekipo že leta 2000. Mi smo potem še to dodajali, te vsebine. Gospa Marinčkova, tretje vprašanje še morava, namreč počasi se čas kar izteka. Stvari, ki jih pripovedujete, so tako zanimive, ampak ta oddaja ima pač ta koncept, da me zanima tudi vaša osebna izkušnja, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnila v kakšno drugo smer. Zdaj, okrog modrosti je to zame tako zelo relativno, posebno ko berem res modre
strokovnjake, kot recimo bil profesor Tostenjak, pa profesor Vukasovič, pa končno tudi Dalaj Lama, snot sem ga malo prebirala, res je simpatičen. Pa potem renesančni filozof Baruch Spinoza. Tu me paša, ker ima tako matematične kategorije, čeprav zelo zahtevam, ampak on govori o radosti, on govori o intelektualni ljubezni, še vedno sodoben, ne? Tako da v modrosti boljše, da ne? Posebno, ker na nek način s tem izstopaš. Ampak resnično me je ta strah pred boleznijo, ta občutek nemoči. Potem dejansko nekaj si začel, pa moraš pustiti, ne veš, v kaj greš. Ampak če si majčkeno pogumen, pa malo nekako vztraja, ne? No in pa sem videla, ko začneš malo po malo, ne? Da me je resnično bolezen in pa ta študij rehabilitacijsko svetovanje kot odkritje zame, ko sem bila najbolj na tleh z bolečinami, slabim počutjem, z nemočjo, tako da mi je pasalo študirati, ker sem lahko počivala in moja 2 otroka sta postala, sem jaz potem postala njun otrok. Ja, tako lepo sta skrbela za me. In družina v bistvu še bolj povezana, ne? Ampak poglejte, gospa, odnesli ste jo. Danes aktivni, da ne rečem, vsako leto bolj. Ne vem. Kaj pa tole vaše poslanstvo? Namreč ta občutek, da to morate delati. Na vse zadnje bi verjetno lažje spali ali bolj mirno spali. Govorim tako na videz, ne znotraj sebe. Če bi se vsemu temu ognili pa rekli, pravzaprav saj to ni moj problem. Recimo te rimske toplice in to, kar se z njimi dogaja. To je zame bolečina rimske toplice. Jaz namreč vmes, ko ste rekli študij 2008 absolvirala še strateški menedžment. In pa strateški menedžment znanske organizacije pri profesor Tavčarju, odličen praktik in teoretik. Seveda nisem imela pojma v začetku, ampak in sem drugi del, specialni del, vezano na znanske organizacije, sem vsa poglavja že videla rimske, ne? Od temeljne razvojne tekoče politike, projekti, vse oblike kapitala, posebno človeški, intelektualni, socialni, potem te razvojne oblike, kako nastaja novo znanje z oblikami sodelovanja in obliki projekti. Skratka, to je ta drugi del. Seveda, to je zdaj na papirju, to je zdaj v računalniku, ampak nekako mi je bilo spodbuda in pa menedžment kakovosti izobraževanja, ker tukaj je nujno izobraževanje, da veš, kaj sploh je kakovost, kako potem kakovost odkrivati, spremljati, razvijati, to so ti sama evalvacije, ker le mi računamo, da bodo šole tiste, ki bodo nosilke vidiko pozitivnega zdravja. Si to zadeva učitelje, to pregorevajo. Seveda, zdaj kako opustiti to idejo o rimskih. Ravno v ponedeljek sva se z gospodom Grešakom pogovarjala, zelo je prizadet zaradi tega stečaja. Ve, da gre za naprejšnji dogovor, da bojo pač že enkrat pozidali svoje vile na tem obrobju. 30 stavbnih pravic so dobili že 2004. In seveda, ko niso mogli 2011 pozidati, mogoče tudi zaradi njihovih člankov, on pa še sta pač dala v javnost, kaj se tu lahko planira in zgleda, da so se vile planirale. Zdaj, da na naš račun, ker so nabavili neko železo, ki ga sploh niso rabili. Zdaj, kako iz tega ven, pa na novo, to pa terja nov teoretični koncept. Kako zdaj z enim malim, ker jaz bi lahko potovala vsak dan po Sloveniji, toliko imam povabil. Z enim malim, pa potem, da to nastane celota. In pa tako, da ne prije do zlorabe. Ker moraš tudi na to paziti. Ker je tole... Jaz pravim, največji profit je zdravje in sodelovalno podjetništvo. Kako zdaj oblikovati time, da bo to funkcioniralo, ker mora vsak v timu tudi zase poskrbeti in med sebojno sodelovati. To bi najlažje v taki ustanovi, ki bi že delovala in hkrati tudi sebe izobraževala in še za druge. Bila bi, tako kot smo prvotno predvidevali, vseslovensko zdravilišče, tako bi bila pa vseslovenska klinika pozitivnega zdravja. Koliko časa se boste še borili? Zdaj za rimske jaz prepuščam gospodu Grešaku, on išče to, pač mene obvešča, kolikor je pač nujno in pa če rabi kaj strokovnega. Da bomo videli, kaj se da zdaj okrog tega stečaja narediti. Se da še kaj? Zdaj, ne vem, ponedeljek je bil zaskrbljen, pravi, da bo pač poskusil, če se da kaj narediti, opozoriti javnost, zakaj gre, ker gre za očitno prevaro, zlorabo. In tukaj po naših ugotovitvah, recimo en izračun, ki pravi, ne bi bilo 105
milijonov evrov. Seveda ni bilo delovanja, pa bi lahko bilo potem nizka ocena vrednosti, vse te zlorabe in vse to, tudi ta denar, tako da nekaj 10 000, več 10 000 evrov oškodovanja in zdaj pa še tole razprodajo. Ne? Več 10 000 evrov, verjetno ste hoteli. Oškodovanja. Samo 10 000, več 10 000. Več 10 000 evrov oškodovanja. Že tule 17 000 se kar tako zgubilo, ne? Ker kam je pa šlo in a zdaj bomo, namesto da nekaj redemo gotoviti, kam je šel ta denar. Namreč mislim, da govoriva o milijonih, zato sem vas opozorila. Vi ste rekli 10 000, več 10 000, več 10 milijonov. Več 10 milijonov. Zato sem vas še enkrat vprašala. Mislim, ker že zame je to frapantno, ne? Že ta vsota, ne? Recimo, ne vem, jaz sem pač iz tiste generacije šparovne, kot se temu reče, ne, da paziš na vsak evro. Nisem skopa, ampak tako moraš preračunati, kaj boš, ne? Ker mi smo le trdo delali in naše življenje ni bilo rožnato, ampak bilo lepo. Preživeli smo, ostali smo zdravi, ne? Pri kruhu. Ne? Kakšne imate načrte za bodočnost? Ste kaj, zdaj na zadnjo vizitkico, ki sem oblikovala, seveda sem svoj moto, ljubim te življenje, napisala. Vse knjige sem ga opisala in napisala Naša oaza zdravja. Zdaj, mi dva s možem sva že toliko v letih, da je ta najina oaza zelo, zelo pomembna. Ščirka je budna, je skrbna, ampak ona živi v Ljubljani svoje življenje in jaz nisem za to, da starši obremenujemo otroke. Seveda, želela bi si, seveda sem tako tole povzela, da lahko vsakdo vidi, da lahko skrbi zase in še za drugega in se še povezuje. To pomeni, na nek način so skriti ti centri pozitivnega zdravja noter. Ampak to terja, ker tudi to je nastajalo, ker že sam vidik pozitivnega zdravja, da ne rečem pa sam koncept te slovenske klinike zdravja, potem to, da smo dali v javnost Slovenija oaza zdravja in miru, ne? Zdaj si ne upamo več sem prideti v javnost. Ne? Čeprav ljudje lepo sprijem, ampak ne, samo še naša oaza zdravja, da nekako se razčistijo zadeve, da se malo zbistrijo pogledi. Spadam med optimiste, nisem optimist, kar zadeva države Slovenije. Ostane pa to moja ljubezen, moja domovina. To pa ostane in te bom skušala biti zvesta do konca, vendar na ta način, skozi te vidike pozitivnega zdravja. Seveda skušam tudi zase skrbeti. Včeraj sem pripravila gredo za jagode, jih v petek dobim, cveti v naši hiši. To se pravi, pridelujete tudi svojo ekološko hrano? Nekaj malega. No, nekaj tudi dol na Dolenjskem. Tisti bolj so druge ljubeznivi. Tako da, ja, dokler je bil sneg, sem tekala na smučeh, še čisto zadnji sneg tudi. Mož je bil tako ljubezniv, on letos ni več tekel, ker je bil tako, ali bil visok sneg, ali bil hitro južen, ne? No, pa na sprehode hodiva. Najavljam samo še slovenske, ker nočem poslušati nekih očitkov. Ja, pa lepo mi je v Piranu, ne? Ko je toplo morje, toliko se naplavam, ne? Drugače ne. Tako da, ja, ta skrb tudi za moža in najina skrb mi je zelo pomembna zadeva. In zato tudi recimo prebirava Dalaj Lamo, potem 12 korakov do popolnega zdravja in tako ne. Pač naročaš te poljudne in strokovne knjige, pa vsake nekaj črpaš tudi zase, ne. In seveda razmišljaš in živiš pozitivno. Skušava, ja. In pa ne gledava več televizije. Zdaj, žal mi je, no sicer jaz sem spraševala, da se vaša televizija baje ne vidi v našem koncu celjskem. Bom pa poskusila malo spodbuditi, ker se danes krasno počutim pri vas in vem, da kvalitetne oddaje delate. Tudi časopisov dnevnih, tudi poročila izključujeva. Zakaj bi se obremenjevali z nečim, na kar ne moreš vplivati? Ker imaš toliko drugih zadev, tako da na katere pa lahko vplivaš. In to v dobrem pomenu besede. Ja,
Kaj naj rečem? Hvala lepa za tale pogovor, hvala lepa tudi za nekaj podatkov. Navsezadnje o teh toplicah, o rimskih toplicah se ni govorilo veliko. Da se je vse poskušalo morda, ne vem, skriti, prikriti in zdaj je pravzaprav ta stečaj kot strela z jasnega za tistega, ki je malo spremljal, oziroma nič posebnega za kogarkoli. No, jaz bi vseeno, če sem vašim gledalcem, poklonila svoj moto, ki me spremlja od prve knjige naprej. Ljubim te življenje, izzivaš me, mi daješ moč in veselje. Naj bo še vam to veselje, tudi vaše življenje. Vsak dan je lahko spodbuda in splača se verjeti v dobro v sebi in okrog sebe. Potem bo vsem nam boljše. In prisrčna vam hvala, gospa Jana Debeljak, da ste me povabili. Prisrčna hvala televiziji, Geja televizija, kakšen simpatičen naziv, da sem danes vaša gostja. Hvala lepa. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.